Na programu imamo še enega predavatelja, to je sodelavec iz Narodne in univerzitetne knjižnice Miha Praprotnik. Miha dela v oddelku za pridobivanje gradiva, danes pa nam bo predstavil, kaj pravzaprav v NUK počnemo z seznami odpisanega gradiva, ki nam jih pošiljate knjižnice. Miha, lepo prosim. Ja, hvala. No, torej, dober dan in lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Sem Miha in zadnjih nekaj par let se pretežno ukvarjam z odpisnim gradivom. V tej priložnosti bi se seveda tudi zahvalil vsem, ki na ta način, kot rad rečem, soustvarjate našo zbirko. No, verjeli ali ne, letos poteka že 20. leto tega procesa in prav je, da se ob takem jubileju tudi kaj pove, kako je bilo in pa kam bi radi to našo lepo zgodbo zapeljali naprej. V 33. členu zakona o knjižničarstvu, kjer so navedene funkcije Narodne univerzitetne knjižnice, je tudi navodilo, da NUK koordinira odpis oziroma pripravi navodila za izločanje in odpis. Zdaj, v istem letu so kolegi izdali priročnik za izločanje in odpis knjižničnega gradiva, samo navodilo 2 leti kasneje, še dvakrat je bilo posodobljeno, predlog novih navodil pa je bil spisan letos. Poznamo torej 4 načine pridobivanja gradiva, vsak od njih si verjetno zasluži svoje predavanje, in tudi danes govorimo o daru. Knjižnici darujejo gradivo lahko posamezniki, to so recimo v našem primeru so to večinoma kakšni avtorji, ki so knjige izdali v tujini in nam jih podarijo, tega smo zelo veseli, ali pa recimo kakšne institucije, v zadnjem času je bila to predvsem Javna agencija za knjigo, ki nam je podarila knjige, ki so bile na ogled na Frankfurtskem sejmu. No, pod dar pa štejemo tudi odpisano knjižnično gradivo javnih knjižnic. NUK sicer po zakonu o obveznem izvodu pridobiva vse natisnjene tiske znotraj meja, vendar sam zakon še ne pomeni samega udejanjanja. Včasih kakšnega takega tudi ne dobimo ali pa ne v zadostnih količinah. Potem drug problem, na primer, je Slovenika, ki je bila izdana v tujini. Kakšna publikacija je pač založena, so jo uporabniki izgubili ali pa kaj podobnega, ali pa tako poškodovana, da bi si želeli novo. No, tu imam zdaj še en graf, malo bolj tak številčen, kako je to potekalo v številkah. Vidimo lahko, da se vsako leto odpiše tam nekaj od 30, po zadnjih letih tudi 90.000 naslovov. Morda še eno pojasnilo, tu verjetno vidite razliko med vsi naslovi pa pregledani naslovi. Do te razlike pride predvsem recimo pri odpisu kakšnih šolskih knjižnic oziroma učbeniškega sklada, kjer so podpisanih po več, ko je naslov recimo odpisan v 20 enotah in podobno, in pa tudi kakšne tuje publikacije, recimo kakšni tuji ljubiči, ki jih pač ne izbiramo. Izkoristek je sicer, kot je vidno, dosti majhen, nekje med 1000 in 2000 izvodov, vendar je vsak tak neprecenljiv. Tole so letošnje številke. Se pravi, do vključno petka smo prejeli 270 odpisnih pa 41 seznam darov. Ta drugi seznam darov, recimo to so seznami, ki nam jih tako isto posreduje te knjižnice, vendar gre za gradivo, ki ni bilo nikoli inventarizirano, so nam ga podarili bralci ali kako podobno. Sam princip dela seveda ostane enak, mogoče je slednji še skoraj malo ljubši, ker nima vaših nalepk in druge zaščite, tako da je to bolj nekako lepše dati v zbirko. No, ampak kot lahko vidimo, sploh če odštejemo vikende in praznike, to vseeno dobimo več kot en seznam dnevno. Kaj je še pol? Ta razlika med izbranimi in inventariziranimi, ta se bo seveda še spreminjala. Nekatere od izbranih ste nam že poslali, pa jih še nismo uspeli inventarizirati in obratno. Nekatere torej še čakamo.
Potem omenil sem že sloveniko, ki izide v tujini, to je recimo zamejska literatura, poznamo recimo založbe, kot so Založništva tržaškega tiska, založba, ki jo vodi Lojze Vizer, ali založba Fran denimo. Potem že omenjeni avtorji, domači avtorji, ki so bili prevedeni v tuje jezike. Vendar te dva na prvih alinejah sta nekako zelo sledljiva. Malce teže sledljivo so pa recimo kakšni mednarodni zborniki. Recimo, če dobimo na odpisni seznam recimo neko publikacijo, ne vem, mednarodna konferenca betona iz leta 1976 v Kyotu, vi ste jo verjetno odpisali, ker je zastarela, nefrekventna, sama dobra merila za odpis in za naše uporabnike verjetno tudi ni kaj prav dosti uporabna. Vendar, če je znotraj tega prispevek slovenskega avtorja, je pa to Slovenika, za katero morda sploh nikoli nismo vedeli in je toliko bolj neprecenljiva. Podoben primer recimo se dogaja tudi pri kakšnih študijah v Evropski uniji. Pri nas na oddelku Sloveniko štejemo v res najširšem možnem obsegu, tako da tudi če je študija v Evropski uniji, pa se Slovenija pojavi samo na nekem grafu, bi to z veseljem sprejeli. Je pa tako, da za lociranje vsakega takega naslova, če imaš samo skrajšen bibliografski opis pred sabo, se porabi veliko časa. Tako da smo v najnovejšem predlogu navodil razmišljali bolj v tej smeri, da bi nam po ta novem na sezname dajali samo Sloveniko, da bomo potem lažje videli, je na seznamu, imamo ali nimamo, naročimo in tudi prej lahko odgovorimo. S tem bi tudi dodal, da nekateri to že zdaj vestno počnete in bi se vam seveda zelo zahvalil. Kam tle še napisan? Tiskarska produkcija. Včasih so bile naše tiskarne, so tiskale za cel svet, večino tega tudi imamo v NUK-u, kaj pa mogoče še ne, tako da je tudi to zanimivo. Tale psevdonim, tole. Dobili smo zadnjič ponudbo od gospe Sare Belin, neke ljubiče v nemščini, ne bi si mislil, da je Slovenika, ampak pač je, ne. Tako da bo to zdaj malo postavljeno. Naslednja reč. Sem govoril, kaj vse Slovenika je, vedno pa seveda pride tudi tisti drobni tisk, kar Slovenika ni. No, ta drobni tisk je na tej strani kar malce obširen, ampak od tega, kar nam vi ponujate, je mogoče pride morda najbolj do izraza tale. Od zaključnih del študija NUK zbira oziroma vršča v svojo zbirko samo doktorate. Kakšne visokošolske knjižnice, ki delate čistko med diplomami, nam na sezname pač uvrščate tudi diplome, pa mislimo, da to ne bo potrebno, ker itak ne bomo zbrali. Potem je pa še ena reč, ki jo opažamo. Namreč, da nam knjižnice dajete na tele odpisne sezname tudi gradivo, ki ga pravzaprav nimate več, ki ste ga ali izgubili ali uničili ali kakorkoli. Zdaj ne vem, morda mislite, da nam morate vse posredovati, ampak za nas je to samo način pridobivanja gradiva. Mi ne preverjamo, kaj ste odpisali, ampak kaj lahko od tega vzamemo. In tudi gre pri tem času nič, tako da to bi res prosil samo tisto, kar nam lahko date. Pa če ste odpisali več enot istega naslova, da nam pošljete pač najlepšega oziroma najlepše ohranjenega. Se pravi, vi imate to pred sabo, ne jaz. Ko pomaga računalnik. No, največja novost je pa bila, to že pred leti, pa avtomatski seznam za preverjanje. Na to gre pa stvar lahko zelo hitra in to je ta seznam ZSS12, to gre pa zelo hitro in nekateri, ki to
dobite tak vrne seznam že v istem dnevu. Mojstri teh seznamov ste pravzaprav vsi splošni knjižničarji, pa tisti šolski, ki ste prišli iz Vinkyneja, ostali malce slabše. Takle seznam izgleda takole. Prva številka od leve proti desni je Cobiss ID, druga je vaša inventarna, tretja signatura in pa na koncu opomba 996R. Računalnik potem po Cobiss ID-ju preverja, ali ima NUK po 2 izvoda slovenike. Ostalo pa je treba preveriti ročno. Lahko pa se tudi zgodi, da računalnik pač javi, da nečesa nimamo, vendar vseeno imamo. Tak primer so recimo kakšna zbrana dela, mi imamo to na zbirnem zapisu, mogoče imate pa vi pač samo en tak zvezek in tudi tega tako obdelanega in bi potem po Cobiss ID-ju izgledalo, kot da nimamo, ampak imamo samo pač drugje. Potem starejši zapisi, ki so še v lokalni bazi, teh je tudi kar precej. No, to menim tudi zaradi tega, ker če bi kdo kaj iskal po naši bazi, je fajn, da se vsaj tehle par malenkosti ve. Še zmeraj dobimo tudi veliko ročnih seznamov, ti niso tako zanesljivi, se ne pravim, da so zapisi v Cobissu vsi čisto brez napak, vendar je pa zagotovo to najnatančnejše. Ker drugje so lahko napake, magar že pri zatipku, ker polka to copy-pastaš nazaj v Cobiss 3, te Cobiss pač ne vpraša, ste morda mislili, ampak pač javi, da nimaš. In pa samo preverjanje traja precej dlje, in potem vse ostalo tudi stoji. Tako da to je v večini to. Takole nekako bo izgledal predlog spremembe navodil, to, kar sem že omenil, da bi se torej uvrščalo samo sloveniko pa in jugoslaviko. In če imate gradivo v Cobissu, bomo morali vztrajati, da se za to izdela tale ZSS12. Spremenili smo tudi zastarelo terminologijo, pa vztrajati moramo tudi, da se gradivo pošlje skupaj s seznamom, ker na seznamu so naše oznake, ki pomenijo marsikaj, da je bilo preverjeno v skladišču ali v posebnih zbirkah in podobno. Kaj še? Pripravil sem za vse, ki želijo pač vedeti še kaj več, še enih par, še en cvetober drugih člankov, že omenjen priročnik, Evin članek o Sloveniki, samo navodilo za izločanje in odpis, pa potem so pa še članki moje tete iz ozadja in to je pravzaprav to, kar sem vam pripravil. Najlepša hvala, Miha.